Pravkar sem našel to zapuščeno garažo, ki je polna smrtonosnih morskih pošasti, vključno z orjaškimi jeguljami, strupenimi kamnitimi ribami, pravimi nezemljani in celo morskimi psi. Morda se sprašujete, kako so vsa ta nora bitja pristala tukaj. In pred kratkim sem prejel sporočilo, da je lastnik te garaže tukaj shranjeval svojo izjemno redko zbirko rib. Žal pa je pred kratkim umrl, kar pomeni, da ni nikogar, ki bi skrbel za te živali. Zato je zdaj moja naloga, da jih rešim. Vendar pa to ne bo tako enostavno, saj so mi povedali, da so v tej sobi 4 morske pse in še kup drugih smrtonosnih rib. Torej, morali bomo biti izjemno previdni. Začel sem z iskanjem tako, da sem hodil po sobi in poskušal opaziti, kaj v akvarijih. Kot ste lahko opazili, je bila voda izjemno motna, zato ni bilo mogoče videti skoznjo. In ker je kakovost vode res slaba, to pomeni, da te morske pošasti nimajo več veliko časa. Zato sem hitro prijel mrežo in zajel nekajkrat v enem izmed akvarijev, ko je mreža nenadoma postala nekoliko težja in sem ugotovil, da smo našli naše prvo morsko bitje. O, nekaj imamo, fantje. Kaj za vraga je to? Fuj, kako je spolzko. Na prvi pogled to dobesedno izgleda kot kup iztrebkov, ampak v resnici se imenuje morska kumara. In kar je pri teh bitjih res zanimivo, je to, da nimajo možganov, srca ali celo pljuč. Tako da ja, nisem prepričan, kako točno nekaj takega preživi, ampak dejansko ga lahko čutim, kako se premika po moji roki. In to pomeni eno stvar. Če je ta še vedno živ, potem imajo morda, samo morda, tudi vsa ostala bitja tukaj še vedno možnost. Zato sem ga dal v vedro s čisto vodo in nadaljeval z iskanjem po akvariju, vendar nisem našel ničesar. Zato sem šel k naslednjemu akvariju in takrat sem našel nekaj še bolj norega. O, počakajte, nekaj imamo, fantje. O, moj bog. Videti je kot neka vrsta jastoga ali rake ali morda rakovice. Fantje, res nimam pojma. Še nikoli nisem videl česa takega. O, to je tako čuden občutek, kot da je kosmat. Na njegovem oklepu lahko vidite, da ima povsod te majhne dlačice. In namesto klešč ima na nogah kot neke majhne sulice. Fantje, če veste, kaj je to, napišite spodaj v komentarje, ampak zdaj ga bom dal v vedro, preden me uščipne. Začeli smo odlično in obe bitji, ki smo jo našli, sta bili živi. Vendar imamo v tej zapuščeni garaži še ogromno akvarijev za raziskati. In živali bodo postajale vedno bolj nore. Tako sem nadaljeval z raziskovanjem sobe, ko sem nenadoma naletel na manjši akvarij, ki je ležal na tleh. In v njem je bilo nekaj popolnoma nepričakovanega. Počakajte, fantje. Prepričan sem, da sem pravkar tukaj videl žabo. O, tam je, vidim jo. Daj, prijatelj, pojdi v mrežo. Ja, ujeli smo jo. Poglejte to. Imamo majhno žabo, vendar ne katerokoli žabo. To tukaj je afriška krempljasta žaba in je tudi albino, zato je nekoliko redkejša. Iskreno sem mislil, da so tukaj samo morska bitja, ampak to dokazuje, da je lahko tukaj ujetih vseh vrst živali. To bo to reševalno misijo precej otežilo. Dal sem ga v vedro in nadaljeval z iskanjem po akvariju, da vidim, če najdem še kakšno. In res sem. Ni mogoče, ljudje. Poglejte to. Imamo še 2. O, ti 2 sta pa živahni. Umirite se, fantje. Samo poskušamo vas rešiti. O ne, uhajata. To ni dobro. Na srečo sem ju uspel izslediti in sem ju dal v posodo skupaj s tistim prvim, kar pomeni, da smo rešili skupaj 3. Potem pa sem opazil nekaj, kar se je premikalo v enem izmed akvarijev in bilo je veliko. Ljudje, pravkar sem videl nekaj velikega, kako plava tukaj notri, ampak ga zdaj ne vidim več. Voda je zelo motna. Vemo pa, da je še vedno tam notri. Poglejmo, če ga lahko ujamemo z našo mrežo. Začel sem zajemati, a ni bilo nobenega znaka te skrivnostne ribe, dokler se ni zgodilo to. O moj bog, ujeli smo jo, ljudje. Končno, neverjetno. Mislim, da je to napihovalka. To je res kul. Prepričan sem, da se ta riba imenuje napihovalka s pasjim obrazom. Čeprav se zdi precej neškodljiva, moraš biti zelo previden, ko ravnaš s to ribo. In to zato, ker ima izjemno ostre zobe, ki so namenjeni lomljenju školjk. Če me ugrizne s temi zobmi, ja, to bi bilo precej slabo. O ne, pravkar se poskuša napihniti, ljudje. To ni dobro. Če se napihovalka napihne, jo to lahko zelo strese in celo ubije. In to je zadnja stvar, ki jo želimo narediti. Zato dajmo to ribo spraviti v vedro. Ker je bil ta akvarij precej velik, to pomeni, da bi lahko bilo v njem več rib. Zato sem vzel še nekaj mrež in uspelo mi je ujeti še nekaj drugega. Ne morem verjeti, to je res nenavadna riba, fantje. Česa takega še nisem videl. Tukaj imamo neko skrivnostno morsko bitje, ampak videti je, da ima ogromno bodico na vrhu glave. Zato moramo biti zelo previdni, ko ga držimo. Ampak to je res nora riba na pogled. Komentirajte spodaj, če veste, kaj je to, ker res nimam pojma. Zdi se, da je bila to zadnja riba v akvariju. Zato sem šel naprej do naslednjega.
In po nekaj iskanja sem opazil nekaj norega. Ste to videli? Mislim, da je bila to neka vrsta jegulje. Kam je šla? Kar izginila je. O, mislim, da jo imamo, fantje. Ja, to je zagotovo jegulja. O, v redu, prijatelj. O, moj bog. O, ujel sem ga. V redu, ta stvar je zelo živahna. Prepričan sem, da je to mlada murenica in zrastajo veliko večji od te. In oseba, ki mi je pisala v tem kraju, je rekla, da je tukaj ena, ki je dolga več kot 1,5 metra. Torej, nimam pojma, kje je tista velika, ampak ujeli smo to malo mladičko. In o moj bog, kako je spolzek. To je ogabno. Dal sem mlado murenico v vedro z ostalimi ribami in nadaljeval. In v naslednjem akvariju sem naletel na najbolj nevarno bitje do zdaj. O ne, fantje, je to tisto, kar mislim, da je? To tam je morski ježek, ampak ne kar katerikoli morski ježek. To je morski ježek z dolgimi bodicami. In no, prepričan sem, da lahko vidite, zakaj se tako imenujejo. Imajo izjemno dolge bodice in v teh bodicah je zelo strupen strup. In ti fantje so dejansko ena najbolj strupenih vrst na svetu. Tako da me že samo to, da je zdaj v mreži, zelo živcira. Seveda tega ne bom držal z golimi rokami, zato sem si hitro nadel rokavice. Na ta način sem ga lahko previdno dal v posodo. Naslednji akvarij, ki sem ga našel, je bil prav tako umazan, vendar je bilo pri tem nekaj drugačnega. V njem je bila prva sladkovodna riba v videu. O moj bog, poglejte to, tam je riba. Prepričan sem, da je to bil flowerhorn. To je velika riba. Poglejmo, če jo lahko ujamemo. O, tukaj je v tem kotu. Daj no, prijatelj, samo poskušamo te rešiti. Oh, paničari, o moj bog, umiri se, prijatelj, umiri se. Imel sem prav, to je flowerhorn. Te ribe izgledajo res noro. Znane so potem, da imajo izjemno velike glave, očitno. Enega od teh smo ujeli že v prejšnjem videu, ampak je bil le majhen mladiček. Ta pa je popolnoma odrasel. Res še nikoli nisem videl tako velikega in zagotovo ne takega s tako veliko glavo. To je res noro videti. Fuj, njegova glava je mehka. Še nikoli nisem otipal njihove glave. Poglej to, kot en velik možgan. To je tako ogabno. Dal sem ga v vedro in se odpravil do naslednjega akvarija. Ta pa je imel komaj kaj vode v sebi. Zato sem mislil, da ni mogoče, da bi bilo kaj živega notri. Ko pa sem pogledal pobliže, sem opazil, da se nekaj premika. Fantje, prepričan sem, da so tukaj notri blatni skakavci. Skoraj sem šel mimo tega akvarija, ker v njem ni vode. Ampak očitno je to namenoma, saj blatni skakavci obožujejo plitvo vodo in dejansko lahko hodijo po kopnem. Torej je to popoln dom za njih, razen dejstva, da je izjemno umazan. Vzel sem mrežo in začel loviti, vendar so bili ti blatni skakavci izjemno hitri. Potreboval sem nekaj poskusov, ampak na koncu mi je uspelo enega ujeti. O moj bog, fantje, dejansko smo ujeli enega. To tam je blatni skakalec. In to je eden največjih, kar sem jih kdaj videl. Obožujem te ribe. Videti so tako smešno. Mislim, poglejte njihove oči tam. To je res prisrčno. Ampak čeprav je to super, jih je tam notri še več. Torej, spravimo tega v vedro in poglejmo, koliko jih še lahko ujamemo. Po pregledu preostanka akvarija sem našel še enega blatnega skakalca in bil je še večji od prvega. To je blatni skakalec številka 2. In ta izgleda res zelo zdrav. Kar malo sem presenečen, da sta oba še živa, glede na to, kako umazan je tisti akvarij. Ampak hej, pomembno je le to, da smo ju rešili. Ko je bil akvarij za blatne skakalce popolnoma prazen, sem se lotil naslednjega akvarija in ta je bil res popolnoma umazan. Začel sem brskati po akvariju, nisem pričakoval, da bom kaj našel, potem pa se je zgodilo to. O moj bog, velika riba, velika riba. Kaj za vraga je to? Daj, pojdi v mrežo. Ja, ujel sem jo. Videti je, da imamo še eno skrivnostno ribo. Mislim, da še nikoli nismo ujeli takšne. Iskreno, nisem prepričan, kaj naj naredim z njim, ker če je sladkovodna riba in jo dam v vedro slano vodo, ja, umrla bo. Zdaj obstajal je le en način, da ugotovim, ali je ta akvarij sladkovoden ali slanovoden, in to tako, da poskusim vodo. V redu, mislim, da je sladkovoden. O bog, zakaj sem to pravkar naredil? Verjetno bom zdaj dobil kakšno amebo ali kaj podobnega. Ja, tako da če je to moj zadnji video, veste zakaj. Ampak kakorkoli, ko sem dajal ribo v vedro, sem opazil, da ima nekaj ugriznih sledi. In to je lahko pomenilo samo eno stvar, in sicer, da verjetno ni bila edina riba v akvariju. Zato sem zajel še nekajkrat, ko se je nenadoma to zgodilo. O moj bog, nekaj je pravkar zaplavalo v mojo mrežo. Poglejte to. To tukaj se imenuje bičir in te ribe so res cool. So v bistvu kot pravi dinozauri. Obstajajo že stotine milijonov let. Poleg tega so te ribe znane tudi po tem, da so precej agresivne. Torej je to zagotovo lahko tisto, kar napada druge ribe. Ampak da bomo prepričani, bomo tega tipa dali v vedro in še nekajkrat zajeli z mrežo. Potem sem v akvariju našel še eno ribo
In sicer pegastega soma Rafaela. Nočem ničesar priklicati, ampak pravkar sem ugotovil, da je bilo vsako bitje, ki smo ga do zdaj našli, živo, čeprav so jih tukaj zapustili že kdo ve koliko časa nazaj. Ja, verjetno tega ne bi smel reči, ker je bila v naslednjem akvariju nekaj res srce parajočega. O ne, fantje, mislim, da sem to res priklical. To tam je mladiček morskega psa, ampak se ne premika. Če se spomnite, sem rekel, da so v tej garaži skupaj 4 morski psi in povedali so mi, da je eden izmed njih mladiček, ostali 3 pa odrasli. In če kaj veste o živalih, potem veste, da so mladički najbolj krhki. Zdi se, da smo za tega bili malo prepozni. Vendar pa obstaja možnost, da so ostali 3 še živi. Zato sem šel do naslednjega akvarija. In pole nekaj zajemih sem potegnil ven nekaj popolnoma norega. O moj bog, kaj za vraga je to? O, počakaj malo, mislim, da je to kamnita riba. O moj bog. Skoraj sem ga prijel z golimi rokami, fantje. Prav, moramo biti zelo previdni, ko ravnamo s tem tipom. In to zato, ker je to najbolj strupena vrsta ribe na svetu. Tako strupena, da bi bil en sam pik od tega tipa lahko usoden. O moj bog. Veste, res bi morali imeti nalepko "Ne dotikaj se" na tem akvariju. Mislim, skoraj sem tam umrl. Zdaj, čeprav je bilo to strašljivo, sem vzel še nekaj mrežic in mi je uspelo ujeti še drugo kamnito ribo. Ja, postaja vedno bolj noro. Ta je celo večja od prve. Poglejte, kako velike bodice ima. O moj bog. Te stvari so dobesedno nabite s trupom, zato se jim moramo vsekakor izogibati. Ko sem našel 2 kamniti ribi, sem obe dal v vedro in nadaljeval. In v naslednjem akvariju sem naletel na nekaj najbolj norih morskih bitij do zdaj. Fantje, vidim veliko rib, ki se tukaj premikajo, ampak voda je preveč motna, da bi lahko ugotovil, katere so. Torej, očitno bomo morali začeti loviti z mrežo, da ugotovimo, kaj je notri. O moj bog, fantje, poglejte to. Nekaj je pravkar zaplavalo v mrežo. Kaj za vraga je to? Madonca, vidite to, kar jaz vidim? Sploh ne vem, kaj naj rečem v tem trenutku. Še nikoli nisem videl take ribe, ampak izgleda noro. To skrivnostno ribo sem dal v vedro in nadaljeval. In že pri naslednjem zajemu sem ujel še nekaj drugega. O moj bog, je to morska zvezda? Mislim, da je, fantje, ampak to ni običajna morska zvezda. Mislim, da se ta imenuje krhka morska zvezda in res noro izgleda. Pravzaprav je še nikoli nisem videl v živo. In, o moj bog, kako čudna je na otip. Poglejte ga. Plezal je po meni. Je kot mali hobotnica. To je bil zagotovo super ulov. Ko pa sem podrobneje pogledal v vodo, sem opazil nekaj, kar je izgledalo kot še ena morska zvezda. Ampak ta je bila nekoliko drugačna. O moj bog, ujel sem jo. Fantje, to izgleda kot še ena krhka morska zvezda, ampak je rožnata. To je res noro. Še nikoli nisem videl take. Tako da ja, nisem bil čisto prepričan, ali je ta albino ali pa morda druga vrsta. Če kdo od vas ve, naj napiše spodaj v komentarje. Ampak očitno je bil ta akvarij poln norih morskih bitij. Zato sem zajel še nekajkrat in uspelo mi je ujeti še nekaj drugega. Kaj za vraga je to? Videti je kot neka vrsta jastoga, ampak to ni navaden jastog. Mislim, poglejte njegove barve. Je vijoličen in oranžen z vsemi temi pikami. To je res noro, ljudje. Kaj se dogaja ta trenutek? Vse, kar ujamemo iz tega akvarija, je nekaj, česar še nikoli nisem videl. In no, pri tem se ni ustavilo. Potem, ko sem vzel še nekaj mrež, mi je uspelo iz tega akvarija potegniti še zadnjo žival in ta je bila do zdaj najbolj kul. Fantje, pravkar smo ujeli morskega konjička. O moj bog, in poglejte, kako je velik. To je največji morski konjiček, kar sem jih kdaj videl. Nisem niti vedel, da lahko zrastejo tako veliki. Morski konjički so dobesedno ene mojih najljubših živali na celem planetu. So tako edinstveni in tako noro izgledajo. In kako močni so. Poglej ga. Zdaj se drži mojega prsta kot majhna opica. To je res noro. Dal sem ga v vedro in šel naprej do naslednjega akvarija. In takoj sem opazil nekaj velikega, kar se premika v njem. Mislim, da je to še ena napihovalka, fantje, ampak ta je drugačna od prve, ki smo jo ujeli. Ta se imenuje napihovalka ježka. In no, prepričan sem, da lahko vidite, zakaj ji tako pravijo. Ima te res velike bodice po celem telesu. Au, o moj bog, in bolijo. Te so res ostre. Au, v redu. No, čeprav te bodice res bolijo, je ta stvar res prikupna. Zato ga bomo dali v vedro in bomo pogledali, kaj je še tam notri. Še nekajkrat sem zajel z mrežo in potem, ko nisem našel veliko, sem uspel potegniti ven nekaj popolnoma nepričakovanega. O, fantje, o moj bog. Je to tisto, kar mislim, da je? Prepričan sem, da smo pravkar našli še eno strupeno vrsto ribe. To tukaj se imenuje škorpijonka. In tako kot kamenčarka so tudi te ribe izjemno strupene. O moj bog, prav.
Oh, tega res ne bi smel držati zdaj. Ne vem, zakaj to počnem. Lahko vidite. O moj bog, prav. Lahko vidite tam tiste ogromne bodice. Če vas te zadenejo, vas ne bodo ubile, a vas bo zagotovo bolelo. Zato ga bom zdaj dal v vedro, preden me piči. Potem nisem mogel najti ničesar več v akvariju. Zato sem šel naprej k naslednjemu. In v njem je bilo eno najbolj smrtonosnih bitij do zdaj. Oh, o moj bog, kaj za vraga je bilo to? Fantje, prepričan sem, da je bila to kozica bogomolka. Oh, to ni dobro. Če ne veste, kaj je kozica bogomolka, ima v bistvu najmočnejši udarec v živalskem kraljestvu. Tako so močne, da je znano, da lahko razbijajo steklo v akvarijih. In če vas ena udari, vam lahko dobesedno zlomi prst. In ta je bila res velika. O bog, to je tako strašljivo. Pazljivo sem spustil mrežo noter in po nekaj zajemih sem nekaj potegnil ven. In imel sem prav. Bila je pošastna pavja kozica bogomolka. Oh, to je noro. Poglej, kako velika je ta kozica bogomolka. Mislim, da še nikoli nisem bil tako prestrašen, ko sem imel žival v svoji mreži. Zdaj mu res ne morem priti niti blizu, ker mi bo zlomil prst. Ne vem, kaj naj naredim, fantje. To je res nevarno. Dal sem ga v to posodo, da bi si ga lahko bolje ugledal. In no, recimo samo, da ni bil zadovoljen. O moj bog, ste slišali to? Pravkar je udaril po steklu, fantje. O moj bog. Zdaj, čeprav je bila to ena najbolj strašljivih stvari, kar sem jih kdaj ujel, so bile v garaži še vedno bolj smrtonosne živali. In no, ostalo je le še nekaj akvarijev, ki jih še nismo raziskali. Torej, bližali smo se cilju. Neto sem naletel na še en akvarij, ki je ležal na tleh. In ko sem pogledal van, sem opazil aksolotla. In potem sem opazil še enega in še enega. Ja, tukaj jih je bilo res veliko. O moj bog, ni mogoče, fantje. Poglejte to. Ujela sva dva v eni mreži. Zdi se, da imava enega albina in enega navadnega. Vendar pa sem še vedno videl, da jih je tam notri še veliko več. Voda pa je kar precej topla. In če kaj veste o aksolotlih, potem veste, da potrebujejo hladno vodo, da preživijo. Zato se moramo pohiteti in rešiti še ostale, ker nimajo več veliko časa. Previdno sem dal aksolotle v vedro in zajel še en velik zajem. Takrat pa sem potegnil ven največjega aksolotla do zdaj. Poglejte, kako velik je ta, fantje. To je eden največjih aksolotlov, kar sem jih kdaj videl. In veste kaj? Sprva sem mislil, da je še en albino, ampak zdaj, ko ga bolje pogledam, mislim, da je to zlati aksolotl, kar ga naredi veliko bolj redkega. In mislim, da je tisti, ki jih je zbiral, bil specializiran za zlate aksolotle, ker sem v akvariju našel še dva zlata aksolotla, poleg še enega albina in enega navadnega. Poglejte to, fantje. Imamo cel kup aksolotlov. Prepričan sem, da smo rešili prav vsakega iz tistega akvarija. Skupaj jih imamo približno 7. In poglejte vse te zlate. O moj bog, še nikoli jih nisem videl toliko naenkrat. In v naslednjem akvariju sta bili dve ribici, ki sta videti kot vesoljca, imenujeta se zmajevi glavoči, poleg tega pa še zelo kul riba z imenom slonji nos. In takoj poleg tistega akvarija je bil še en, v katerem sta bila dva mlada klonska ribica. Ta dva sta bila res prikupna, a še vedno sva iskala tisto pošastno jeguljo in morske pse. In na tej točki so ostali le še 3 akvariji, ki jih še nisem raziskal. In ti so bili največji od vseh. Odločil sem se, da začnem z najmanjšim akvarijem od teh 3. In po nekaj brskanja sem opazil tisto, kar sva iskala ves ta video. O moj bog, morski pes. Morski pes je tam. Poglejte to, fantje. Tukaj je morski pes. Ne vem, ali je živ ali ne. Daj, prijatelj, pojdi v mrežo. O, velik je. Komaj gre v mrežo. Uspelo nam je, fantje. Imamo še enega morskega psa in ta je živ. To je noro. V redu, moramo biti previdni. Lahko ima zelo ostre zobe. O ja, zagotovo jih ima, fantje. To je res strašljivo. Pravzaprav nimam pojma, kakšen morski pes je to, ampak je veliko večji od prvega. O, poskuša me ugrizniti. V redu, spravimo ga v posodo. Prav, lepo počasi. V posodo greš. Zdi se, da se je malo umiril. Mislim, da ve, da sva ga rešila. Ampak kakorkoli, to je ena najbolj norih najdb do zdaj. Zdaj pa gremo naprej. Potem se je akvarij zdel precej prazen in ni bilo sledu o drugih 2 morskih psih. Zato sem šel naprej do naslednjega akvarija. In takoj, ko sem spustil mrežo dol, se je to zgodilo. O moj bog. Helen, mislim, da sva našla jeguljo. Poglej, kako velika je ta stvar. Dejansko je večja od akvarija, fantje. Potrebovali bomo večjo mrežo. Ni možnosti, da ga bomo ujeli s tole. Tako sem šel naprej in vzel največjo mrežo, ki sem jo lahko našel, ter začel z mrežo brskati naokrog. In ni mi vzelo dolgo, da sem ujel pošastno jeguljo. O, ta stvar je tako težka, fantje. O, moj, razbil bom mrežo. To je noro, fantje. Poglejte velikost te murene. To je zagotovo največja, kar sem jih kdaj videl. In poglejte vzorec na njej. Je res lepa z vsemi temi pikami. O, poskuša me ugrizniti.
Ne, to ni dobro. Če niste vedeli, so murene izjemno agresivne in imajo zelo močan ugriz. Zato moram biti zelo previden, ko ravnam s tole. Au! O, moj bog, ugriznila me je. Krvavim, fantje. To res boli. Kaj sem ravno kar rekel? So izjemno agresivne in imajo ostre zobe. In ja, to točno dokazuje. Z največjo ribo, ki smo jo do zdaj našli, smo bili zagotovo na pravi poti. Zato sem še naprej raziskoval garažo v upanju, da najdem preostale morske pse. To je verjetno najbolj umazana voda, kar smo jih videli. Če je bilo tukaj kaj notri, močno dvomim, da je še živo. Ampak po nekem čudežu sem spustil mreže in začutil, da se nekaj premika. In res, bil je še en morski pes. Saj se hecaš. Kako je ta stvar še živa? Kako smrdi. Kako za vraga ta morski pes še vedno diha? To je noro. Zdi se, da je iste vrste kot prejšnji, ampak ta je dejansko malo večji. Zakaj me poskušaš ugrizniti? V redu, ti morski psi so agresivni. Bom ga dal v posodo k njegovemu prijatelju in poskusili bomo najti še drugega, fantje. To so 3 od 4 morskih psov, ki smo jih našli. In bil sem skoraj prepričan, da je zadnji morski pes v tem akvariju. Zato sem še naprej lovil z mrežo, ko se je nenadoma to zgodilo. O moj bog. Ste videli to, fantje? Tam je morski pes. Pravkar sem ga videl. Tukaj je, v kotu. Daj, prijatelj, pojdi v mrežo. Ja, ujeli smo ga. O moj bog. Fuj, pazi, povsod leti voda, polna dreka. Pravkar je raztrgal luknjo v mreži. O moj bog, tam je. Dajno, ja. Bruhal bom. Tako smrdi. Ampak vse, kar šteje, je, da smo ga ujeli. Ujeli smo 4. in zadnjega morskega psa. Umiri se, prijatelj, umiri se. Tisti tam je veliko večji od drugih morskih psov. In zdi se, da je druge vrste. Še vedno nimam pojma, katera. Nisem strokovnjak za morske pse. Ampak kakorkoli, to je res kul. Res ne moram verjeti, da je še vedno živ tam noter. Dejansko smrdi kot čisto pravi drek. To je res noro, fantje. Zdaj imamo uradno vojsko morskih psov skupaj s kupom drugih norih morskih biti. In edina stvar, ki nam še preostane, je, da jih spravimo v njihove nove domove. Vse morske živali sem dal v različne akvarije v svoji garaži, vključno z bogomolko kozico, škorpionsko ribo, napihovalko in jastogom. Neto sem vse aksolotle dodal v svoj akvarij za aksolotle s hladnejšo vodo, skupaj z žabami in zmajevimi gobi. Tudi flowerhornu sem dal svoj ribnik, ki je bil veliko večji od akvarija, v katerem je bil prej. Nato pa je bil čas, da najdem domove za pošastno jeguljo in morske pse. Tako sem jeguljo dodal v ogromen akvarij skupaj z ostalimi mojimi jeguljami. Nato sem vse morske pse dal v svoj velikanski akvarij za morske pse, ki je popoln dom zanje. No, fantje, kakšna nora pustolovščina je bila to. Rešili smo toliko norih biti iz te zapuščene garaže. Če vam je bil ta video všeč in želite videti več, pustite všeček in se naročite spodaj. Prav tako ne pozabite preveriti naše trgovine z izdelki na basefishingproductions.shop. Imamo nove kape, nove majice. In ja, to je to. Se vidimo v naslednjem videu. Lep pozdrav!